Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh in danes bomo govorili o komunikaciji. Zakaj se v partnerstvu ne moremo pogovarjati? Seveda pač ne govorimo o partnerstvu takrat v prvih naših začetkih, ko smo se šele spoznali, ko je celotna zadeva še sveža, ko smo zaljubljeni, ne? Takrat načeloma nimamo problemov, ker imamo ogromno neke potrpežljivosti in vsega, ampak govorimo o kasneje. Pač, če v partnerstvu gredo nekatere stvari narobe, je pač komunikacija prva, ki dejansko je najbolj na udaru in tam se pač ne moremo pogovarjati, ne moremo se pogovoriti, dogovoriti, ne moremo se pač nekih dogovorov držati in danes bom razložil, zakaj se pač vse te stvari dogajajo. Glejte, tukaj recimo rečemo, da je tole Janko in Metka, ne? To smo mi v našem paru, ne? In takole, da bo se vedela, da je to, evo, vidite, da je ženska, ne? In potem pač gremo tukaj do, bom rekel, neke situacije, ne? Situacija, ne? Pač začnemo se pogovarjati, začnemo se dogovarjati, nekaj se pač poskušamo nek sporazum narediti in potem se nenadoma nekaj zgodi, ne? Pač rečemo, da partnerje stopimo na žulj, ne? Ali nekaj rečemo narobe, včasih pač pride nekdo do mene in vpraša, kako naj jaz sploh razložim partnerju, kako naj mu povem, kako naj se mi da sploh dogovorijo, partner me ne posluša, ne zna poslušati in tako naprej, ne? In dajmo najprej pogledati, kaj se tukaj dogaja. Glejte, v tej točki, ki jo pač tukaj imenujemo situacija, ne, se je nekaj zgodilo, ne. In tisto, kar se je zgodilo, je, da se je aktivirala neka naša preteklost, lahko naša pretekla izkušnja. Lahko je to izkušnja, ki smo imeli v otroštvu, v odnosu do našega starša, do mame, do očeta, lahko je bila to izkušnja, ki smo imeli pač nekje drugje, ne. V bistvu, v glavnem, vedno, ko v življenju nekaj čustveno doživimo, ko smo razočarani, ko smo žalostni, ko smo jezni, ko smo prestrašeni, ko je nekdo jezen na nas, ne, in tako naprej, se v bistvu zgodi nekaj, da čustveno odreagiramo. In v tistem trenutku, ko čustveno odreagiramo, se zgodita dve stvari. Ena zadeva, ki se zgodi, je dejansko tako imenovana čustvena poškodba, ne. Okay. Poškodba ali rana. Glejte, v bistvu pač si predstavljate, v mladosti ste imeli neko situacijo z vašo, ne vem, če ste ženska, z vašim očetom, oče se je zdrl na vas, bil je nespoštljiv in ne vem, mogoče je bil slabe volje, pod stresom, karkoli se je že zgodilo, ali pa, bom rekel, za moškega neka situacija z mamo in v tistem trenutku se je pač zgodila neka vrste poškodba, neke vrste rana, ne? In hkrati se je pač ob tem trenutku zaktivirala oziroma skladiščila na neki način neka uskladiščena energija, ne? Mi to energijo imenujemo energijska blokada. Bom jaz tukaj naredil energijska blokada, ne? Lahko se je to vam zgodilo v nekem prejšnjem partnerstvu, imeli ste neko situacijo, pač situacije vedno pridejo zaradi nerazumevanja, nerazčiščenih zadev, nepripravljenosti in tako naprej, ne? In potem partner vam nekaj reče in potem pač ste užaljeni in eksplodirate in tako naprej, ne? In potem, ko se nam pač te stvari ponavljajo, vedno znova, ko se pač ta situacija pojavi, ne, zgodila se je situacija, oče vas je nadrl, ko ste bili stara 5 let, da nimate pojma, nič ne znate, uno, tretje, ne, in potem sedite pač v lokalu z partnerjem, ne, in mu začnete razlagati, kako je bila kaj se je dogajalo v službi, in potem partner reče, daj, ti pojma nimaš, nič ne znaš, ne. In potem pač v bistvu vam se vsa, zdaj, če pretiravamo, se vam utrga film, ne, vse stvari se vam nekako začnejo zakuhati, pritisk se vam dvigne in potem vzrojite in se s partnerjem skregata, ne. Situacije so lahko različne, to pomeni, ne, vsakič, ko nam nekdo stopi na žulj, dejansko se to zaktivira in potem v bistvu večkrat, ko se ta stvar dogaja, bolj se te stvari nalagajo, bolj smo poškodovani, več teh energijskih blokad imamo. In sedaj, poglejte, v bistvu v
včasih, potem, ko se pogovarjam, ne, in mi nekdo reče, ne, ja, veš, Miran, meni se je to res dogajalo v partnerstvu, v preteklosti, ampak sedaj sem jaz to že predelala, ne, in sedaj pač te stvari mene motijo, sem že ven iz tega, pač vse tukaj. Glejte, kaj se dejansko, da razumem, kaj se tukaj dogaja. Ko pride do te situacije, ko se nam ta zadeva zaktivira, pač nekdo nam pritisne na to našo poškodbo, zaktivira nam to našo blokado, to našo nakopičeno energijo, ne, in potem se nam vse te stvari dvignejo, potem imamo samo dve možnosti. Ne. Ena možnost je, da pač eksplodiramo, ne, in pač se prepustimo ali pa zadevo potlačimo. Ampak dejansko, če zadevo potlačimo, če jo imamo pod kontrolo, ne, jo lahko samo na en način. Ne. In v bistvu to je način, da rečemo, ni mi mar. Ne. Recimo, ne, partner vedno odlaga pač umazane nogavice, ne, vedno jih pušča, ne, in take zadeve. In potem vedno, ko opazite to zadevo, ne, potem pač se vam te stvari dvignejo. Ne. In potem si vi rečete, ok, ni mi mar, če on pač pušča te nogavice, ker dejansko pač te partnerja ne morem spremeniti. Ampak v trenutku isto, recimo, pač partner vam nekaj reče, partner je tak, ne vem, partnerka je taka, primerov je ogromno, ne, pač vi si narišite svojo sliko, ne, ampak v tistem trenutku, če hočete iti, da greste nekam naprej, ne, mislite, da greste naprej, ne, je dejansko edina možnost, da si rečete, ni mi mar. Ne bom se več sekirala, kakorkoli že vi to narečete. Ampak v bistvu rečete, ni mi mar za to situacijo, prej vam pa je bilo mar. Zakaj vam je bilo mar? Zato, ker pač ste želeli od partnerja dobiti spoštovanje, zato, ker ste želeli od partnerja dobiti razumevanje, zato, ker ste pač želeli ta nek odnos lepo speljati. In potem, ko ti rečeš, ok, ni mi mar, če partner to dela, ker ga itak ne morem spremeniti, v bistvu dejansko rečeš, da ti ni mar za partnerja in se potem vrneš na to točko. Ti misliš, da si zadevo predelala, misliš, da si zadevo rešila, ampak v bistvu tisto, kar si naredila, je dejansko, da si se samo oddaljila od partnerja. Ker če partner nekaj dela in dejansko meni je mar, zato, ker mi je mar za partnerja, ker če bi mi nekdo drug to delal, pač mi ne bi bilo mar, ne? Ker pač oseba pač mi ne pomeni. In ko jaz rečem, ni mi mar, če ona to dela, v bistvu naredim korak nazaj, ni mi mar do tega in hkrati mi ni mar do partnerja. In potem, ko dejansko mi mislimo, ne, da smo zadevo predelali, v bistvu nismo nič predelali, ampak smo samo pač to razdaljo do partnerja naredili. In v bistvu ta privlačnost, ta, bom rekel, neka veza, ki nas je skupaj držala, se vedno bolj oddaljuje. Ne. Kaj tukaj dejansko moramo narediti? Tukaj imamo energijske poškodbe. Energijske poškodbe so rane kot vsake rane. Ne. Pač, če si bolj, ko si ranjen, nekateri ste zelo ranjeni, ne, dejansko vas ogromno stvari prizadane, in te rane je treba energijsko pozdraviti. Ne? To pomeni, pač obstaja posebna tehnika, ki jo delamo na mojem treningu, ne? Preko katere te rane pozdravimo. Ker če si predstavljate, ne, čisti primer, ne, greste v gozd, ne, padete ne vem, nekje se spotaknete, padete v trnje in ste potem opraskani. Ne? In potem pride vaša najboljša prijateljica in vas objame. Imela je najboljši namen, ampak ko vas je objela, ker ste bili polni ran, vas je zabolelo. To pomeni, da tisti, ki ste poškodovani, ki se vam dogaja v odnosih, pa je to lahko v osebnem odnosu, intimnem odnosu ali pa v odnosih z prijateljicami na delovnem mestu, ko vas stvari prizadanejo, pomeni, da ste precej poškodovani. In če teh ran ne pozdravite, ne, da vas spet lahko zopet objame, ne, kaj bi bilo še, če bi vas porinila, bi bilo še hujše. Ne. Zakaj to pravim? Plejte, v bistvu zato, ker včasih
mislimo, ne, da te rane dejansko se zaktivirajo samo takrat, ko nekdo nekaj slabega misli, ampak v bistvu ni res. Tudi če nekdo nekaj dobrega misli, ampak če nam je naletel na tisto rano, potem dejansko nas prizadene. To pomeni, te rane, poškodbe moramo energijsko pozdraviti. Potem so pa še tukaj energijske blokade, to je pa ta nakopičena energija, ker rana nas zaboli, energijska blokada, pa dejansko pač ta energija se zaktivira, dvigne se nam pritisk in potem mi eksplodiramo. Ne? Te energijske blokade, to nakopičeno energijo, pa moramo se naučiti sprostiti. Zopet obstaja tehnika sproščanja energijskih blokad, ker dejansko pač en korak je, da te blokade ugotovimo. Super je, da vas lahko nekdo vodi, da pač sproščate te blokade, da resnično sprostite, ne da samo mislite. Ne. Ogromnokrat mislimo, da smo nekaj sprostili, pa potem se nam v prihodnosti v življenju pokaže, da dejansko nismo. Ne. Tako da v bistvu, ne, sem rekel, če te stvari, ne, če niste ran pozdravili in če niste te energije sprostili, potem zagotovo dejansko je skoraj nemogoče, da greste iz tega načina pogovarjanja, kjer ste imeli probleme, do pač nekega zopet normalnega. Ne. Ker v bistvu poškodovana oseba se mora pozdraviti, da lahko potem normalno funkcionira, ne, da lahko v bistvu potem normalno zopet komunicira in se gre normalno partnerstvo. Ne. To pomeni, vsakič, ko se pač te zadeve pojavljajo v partnerstvu, moramo vedeti, tukaj so energijske poškodbe, tukaj so energijske blokade, če tega ne delamo, če samo mislimo, ja, zdaj pa pač ok, je v redu, sem se sprijaznila s tem, dejansko se nismo sprijaznili, smo dejansko naredili samo en začaran krog, kjer smo se oddaljili od našega partnerja in bolj kot se oddaljujemo od našega partnerja, bolj v bistvu se ta naša veza rahlja, bolj dejansko manj čutimo nekega pač privlačnosti do partnerja in manj čutimo ljubezni. In v končni fazi potem smo pač samo dva tujca, ki živiva skupaj. Ne. Ok, kaj lahko naredite, če nimate te tehnike? Ne? Pač ogromno lahko naredite z delom na sebi, če pač meditirate, ne? Ko se vam neka zadeva zgodi, lahko seveda poskušajte razumeti, zakaj se je to zgodilo. Ne? To je še en ključ. Ne? Poleg tega, da dejansko pač te stvari energijsko rešujemo, je super, da razumemo, zakaj se je nekaj zgodilo. Zakaj partner te stvari dela. Ne? Zopet iz mojih izkušenj vam povem, da ogromnokrat se zgodi, da pač mi mislimo, da je to v resnici je pa nekaj drugega, ampak v bistvu, ko se zgodi, ne, se probajte vsaj za nekaj sekund ustaviti, globoko zadihati, ne, da se vsaj majčkeno distancirate, probajte v bistvu razumeti, zakaj to partner dela, ne, in potem boste lažje to zadevo speljali in lažje zadevo skomunicirali. To je, bom rekel, en tak praktičen nasvet, kaj lahko naredite sami. Če imate možnost, seveda pač je najboljše, da zadeve rešujete energijsko. Za več informacij me kontaktirajte, pač vam bom povedal kaj več o tem programu, ne. Ampak bistveno je, da tukaj se zavedamo tega, ne. Nikoli ne smemo reči, tega pa mi ni več mar. Ker v trenutku, ko rečemo, ni mi mar, dejansko mi ni mar za mojega partnerja in s tem pač gremo v nasprotno smer, kot bi mi želeli. Ne? Tako da majčken občutka imamo, ne? Isto, bom rekel še, če gremo nazaj glede tega. Plejte, ko je partnerstvo poškodovano, ko sta partnerja poškodovana, ne? Dostikrat partnerji grejo reševati to z raznimi terapijami, psihologi in to. Super zadeve, v nekaterih zadevah so izjemne, vam lahko pomagajo, ne? Ampak v bistvu razumeti morate nekaj. Ne? Vi imate lahko nekoga, ki vam stvari razloži, kaj se je zgodilo, ne, z vašo. Ko nekoga slišim, začne govoriti o primarni družini, že vem, da je preštudiral ogromne stvari, ampak v bistvu, plejte, to so samo neke informacije, ne, ki jih vi imate. Ampak dejansko, če ne veste oziroma se ne zavedate, da je tukaj dejansko v ozadju energija,
da so tukaj v ozadju energijske poškodbe, vam vse te informacije nič ne pomagajo. Ker poglejte, vi se lahko greste k nekemu, pač te, ko so razni mediatorji za pare in tako naprej, se dogovorite. Ok, zdaj bo pa naredila plan, zdaj se bo pa tega dogovora držala. Ampak potem, ko pride situacija in ko zopet v bistvu pač vam stopi nekdo na žulj, vam v bistvu aktivira to energijsko blokado, potem v bistvu ves ta dogovor ne pomaga dosti, ker nismo v stanju, da se tega dogovora držimo. Ne? Ker gledajte, v bistvu, koliko že sami s sabo, ko imamo neke situacije, ko sami sebi obljubimo ogromno stvari, se jih ne moramo držati. Ne? Dostikrat nekdo pravi, ne, pride do me, partner se ne drži teh obljub, kako ne naredim, kaj ne naredim, da pač se bova s partnerjem držala teh obljub. In potem pravim, poglejte, se vi še sama se ne držite obljub, ki jih date sebi. Zakaj? Zato, ker so pač ta čustva in vse te stvari so bistveno močnejša od nas, takrat, ko smo energijsko poškodovani, ko nismo energijsko zdravi. Ko smo mi v svojem centru, ko dejansko smo zdravi, ko smo močni, ko smo zaceljeni, ko se nas stvari ne dotaknejo tako, ko dejansko pač ni vsaka stvar, da nas vrže iz tira, ne? In tukaj je pač v bistvu z energijo se tukaj da zadeva rešiti. Ker brez energije partnerstvo, verjemite, bil sem sam v situaciji, šel sem preko precej težkih teh partnerskih zgodb, situacij, ne? In dejansko nisem mogel, ni bilo možno, sem znal, ne? Ker v bistvu, tako kot sem rekel, sam intelektualni pristop ni dovolj. Ne? Ker ti se lahko dogovoriš, ne? Ampak potem, ko pa pride situacija, ne, tudi če lahko z odvetniki podpišete, se ni nobenega problema, dogovorite se, podpišite, ne, ampak v bistvu, ko pa prideš do tukaj, ko bomo rekli po domače, ko naletiš na mino, pa dejansko enostavno stvari niso pod kontrolo. Glejte, recimo čist praktični primer iz enega mojega bivšega partnerstva. S partnerko se nekaj pogovarjava, ne vem, in pač neke stvari, ne vem, kaj je bilo, pozabil sem, niti ni toliko pomembno, ne. Ampak v bistvu na nek način sem precej napačno odreagiral, ne. In potem me ona pogleda in pravi, še enkrat boš to naredil, pa greva narazen. Razumete? Ne? Mislim, normalno, da nisem tega želel delati, zato ker pač itak sem vedel, da te stvari niso ok in tako naprej, ampak hočem vam reči, da dejansko te stvari so lahko toliko močne, da zaradi tega, kar nosimo v sebi, teh poškodb, teh blokad, vseh te energije, ki je nakopičena v nas, lahko dejansko v nevarnost oziroma ogrozimo s tem naše partnerstvo, naše odnose, naše družine. Zato je smiselno, da se te stvari reši in potem lahko na podlagi tega zgradimo eno čudovito družino. Tako da, to je bilo eno sporočilo za danes. Ostanite čudoviti, želim vam en čudovit dan in se vidimo v naslednjem videu.